A si kdaj mislil, da boš zaradi hrenovk letel na drug konec sveta? Ne, niti slučajno. Hrenovke bežte. Podala se bova na misijo, da najdeva najboljši hot dog na celem svetu, zato bova prepotovala 3 kontinente, oziroma tiste 3 države, v katerih velja hot dog za najbolj znan in najbolj drugačen. In najboljš, da naprej odkljukamo Evropo, zato sva preletela v Kopenhagen. Zdaj pa dežval. Naprej se mi zdi, da je bilo fajn, če kakšno marelo dobiva. Definitivno. Dobar dan. Kje je moj hot dog? Gremo. Ja, tole res ni bilo več za kamor, v tem dežju hoditi brez marele. Res, skup sem imela lahko lušten, ampak ne. Ali je to čez nekaj drugega, kot včeraj že? Precej lepši. Včeraj sva s takim optimizmom šla v tale Kopenhagen in je bil sam dež in presežen, da se ni dal popolnoma nič posnet. Sam si moker. Pod kikle te meče. Ja, ful je močen veter. In če si opazil, se danci in danke prav nič ne zmenijo za dež. Hodijo, kakor da je poleten dan. Večina ljudi sploh ne uporablja dežnikov in so oni na dežju in to je naš life. Se vidi, da imajo veliko dežjaklje in pa se moraš sprijazniti s tem in rečeš, lej, gremo, jolo. In da že zdaj le povem, da so izredno kolesarski narod. Mislim, da se lahko kosajo z Nizozemci, ker kolesa so več koles kot avtov. Ja. Povsod so. Mečkal sem se mrtinčkov. Tukaj gobe po dežju, a veš. Vsi gor pridejo na te verande in se mrtinčkajo. In pa seveda narod, ki obožuje hot doge. Zelo so popularni te kioski. Ker v bistvu vsako jutro jih pripeljajo. To je tak cel experience. Ampak danci pa znajo kavo delati. Zelo dobra. Pa če sem prav prekalkuliral, je vsaka 7 evrov. Ja, pa mora biti dobra. Je pa Danska dom najstarejšega zabaviščnega parka. Tale ni, tale je sred 19. stoletja bil narejen, ampak je tudi med najstarejšimi, tako da upam, se nam kaj polomilo. Jaz to ne znam za 5 bit. Ej, jaz tudi ne. Ej, meni to ne še drži. Phone's no okay. I can put it there in the box. Okay, let me just... To je bilo pa kar luštno. Seveda, da mi je dubu, ker sem hotel s telefonom prešvercati, da bom posnel. Would like to try a typical Danish hot dog. We put mustard, ketchup, Danish relish, and we put raw onions, pickles, and roasted onions. Torej, prvi hot dog na najnem seznamu, tivolski danski dog. Prevladuje okus čebule, zato gre tudi sveža čebula gor. Jaz sem bolj fan tele pražene čebule. Mi je pa všeč, kako so za svežino zraven tele vložene kumarice. Cena enega hot doga tukaj je bila 6,60 €. Verjetno je pa boljše jesti po ringelšpilih, ne pred. Zdaj pa, kot smo obljubili, najbolj popularen danski hot dog John's Deli. Nahaja se tik ob glavni železniški postaji. Anže, zdaj ima pa je zate en izziv, da boš od zdaj naprej vsak hot dog naročil v uradnem njihovem jeziku. Po danske je to najtežje. Hej, jeg vil gerne have en dansk hotdog, tak. Hej, je behange, henge, Jeg vil gerne have en dansk hotdog, tak. hene, de, mach. No, mislim, da imamo. Kaj veš, tisto, si vprašam poročiteljci, pa zadnji trenutek nekaj ponavljam, ker imamo tremo. Je vigarne have en dance hot dog tak? Yeah, tak. Did I say it okay? Yeah. Oh, nice. The question is just which one of the Danish hot dog you want. You Uh, want the regular one or wrapped in bacon, or shall we do big size? Okay. Big size. Is this the most famous place to get hot dog? We're really proud of that. Oh, nice, Yeah. nice. It is one of the better places for sure, and if you check online, I think people recommend us compared to the other ones. Okay. You want all the classic toppings? Yes. Normally I put
put mustard, ketchup, and remoulade. Remoulade is a Danish thing, so it doesn't have like English word, I believe. Then I put roasted onion and fresh onions, and then cucumber on the top. We are traveling around the world just to try the best hot dog. Amazing. Tomorrow we're flying to New York. A few days after we're flying to Chile. Nice, that is awesome. Thank you so much. Trenutek resnice. Sem pa kar namatraš to, ne bom povedal do konca. Tam je bolj zem prevladoval, pa kumarce, klej pa se mi zdi, da se lepš povežejo vsi te okusi skupaj. Remoulade omaka, Remoulade. dodam malo te sladkobe. Res mi je všeč, da so uporabili malo bolj na drobno sesekljano čebulo, ker tista prejle, ki so jo probala, so bili malo preveliki kosi in je kar pekel. Ali ne bi bila ta prava turista, Anže, če ne bi šla na eno ladico? Ne, to je pa prva stvar, ki je turist naredi. Super bo. Ti, perfektna tura je tole, lej. Med kanali se bomo vozili, vse bova videla. Bogato sva se nahodogala, vsak sva pojedla 3 danes. Je bila to najna edina hrana. Če ne štejemo zajtrka, je bila to edina hrana in bo še naslednjih 10 dni. Koliko si rekel, da si 3 pojedel? 3. Zdaj padel glih svetovni rekord o jedenju hot dogov. Ja? Nek Američan ga je podaril in je v 10 minutah jih pojedel 83. Tako da mislim, da sva še dobra mi dva. To štručko in z vsem. Odvozimo se še s tole ladico in pol sva jutri ready za New York. Joey Chestnut smo ime. Kar je tak ameriški heroj je rato zdaj bil po vseh teh novicah. Ki vodo namaka, pa sam gota. Da bolj zdrknejo po grlu, ne? Strah in trepet hot dogov so postala na tem tripu. Da se že tresajo hrenovke. Da pa ne boste tega bloga samo gledali, bosta 2 srečneža imela možnost iti po točno najni poti. Kako sodeluješ, bom pa povedal na koncu vloga. Sam toliko, da vam ne uide, če bo slučajno kdo nehal gledati. We have now reached the first and lowest bridge of the tour. Please remain seated. Pa to najte zdaj, če no. I'll never forget you, baby. Oh, I'll never forget you, baby. Na večer sva pa čisto slučajno najdla ta prav danski biser. Bunden er død. To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæsand og vand. En kvinde og en mand. Točno tak biser sva iskala. Nismo si veliko betali od tega lokala, ker si ga ti pogooglil, ampak... Pa kada bi najdel drugulj, ki je v puščavi. Tebi jasno, da greva zjutri v New York. Nora. Danes hrenovk je tukaj, jutri v New Yorku. Malo cukrčka bomo dali, zato ker življenje njami. Evropske hot doge sva predelala, preukusila in čas je, da letiva čez ocean. V glavnem, še preden pa zapustiva Evropo, pa Anže, morava sprobati spunk. Neka danska slaščica. Ne, no, to so te črne. Pa kaj s temi ljudmi, jaz to ne štekam, kako lahko to je enemu dobro. Ista zadeva, kot tam na Islandiji. Hotel sem se spomniti. Ja, da se pa nisem hotel spomniti. Nič, čas je, da gremo v... Kam že? V New York.
Fajt. A nam boš ti pa pokazal, kam sva se nastanila? Betonska džungla v polnem pomenu. Se grejo slikati. Glede na to, da sva skupaj tukaj že drugič, mislim, da lahko spustimo vse te Empire State Buildinge, Brooklyn Bridge in greva lahko direktno v... Geta. Ne, na hot doge. Čist po nesreč sva bila priča še eni poroki. Ja, moja tretja poroka še v življenju. Tudi ena klukca. This can turning if you want different Thank you. In seveda je najbrž vsakmu prva asociacija, ko se spomniš New York in hot dog, je to hot dog iz štanta. Tak simbol New Yorka skoraj. Lahko bi rekel, da je simbol. Sveže tišino. Hello, we would like to try the typical hot dog, New York style. Of course, white sauce, ketchup, mustard, cheese, onion, sauerkraut, chili. Ti, to pa je, kot pravi New Yorkčani, Central Park, hot dogi. Gospod je rekel, da je to tipični newyorški hot dog. Ne bom pozabil povedati, koliko je stal tisti v Kopenhagnu. Bil je točno 5 evrov, medtem ko ta tukaj je bil pa 6,5 evrov. Malo dražji. Mašina. Kaj pa bilo? Jaz sem kar se označil dobil, ne vem, od tega zelja, ker sem ga vdihnil sem ga. Prejša malo te crunchy elementa, vse je bolj mehko. Proslava je bila v Kopenhagnu tudi od cvrta čebula. Cvrta čebula in kumarce. Klele pa, ja, bolj gladka tekstura. Zem precej prevladuje. Če primerjam tega s kopenhaškim, mi je bil tisti veliko boljši. Ta je zelo enostaven. Tale ne dobi mojega aplauza. Da pa ne narediva zaključka prehiter o newyorškem hot dogu, se bova zakopala v samo jedro ameriške kulture. Ja, bejzbol tekma, bejzbol pa hot dog gre pa skup karit pa srajca, pravijo. Ne? Tako? Ja. Mislim, da sem bil na bejzbolu večkrat kot na košarki. Prvi hot dog so prodali na bejzbol tekmi 100 let, preden si se ti rodil. 1893. Ja. Niste vedeli, da je prime lokacija za hot dog tukaj pred živalskim vrtom v Central Park, zato da lahko tukaj prodaja, mora plačati $300,000 na leto. Saj mislim, da je vsem jasen, ne? Da smo naredili veliko kilometrov, da so moje noge hudo utrujene. Mislim, da je čas. A je? Je. Kjele so že bila noter. Glejte ga. Pa lahko greva spet na una kolesa tam za vogal, ja? Ja, no isto, vse bova isto, naredila remake. Krkadiše od tebe. Glejte ga. Smuke. V New Yorku so navajeni vsega hudega, veš. Folker kašl. Zdaj smo pa neprebojni, zdaj lahko greva pa tudi do Čila peš. Gremo. A ti veš, da je bila moja prva kapa v življenju, ko sem jo kupil Yankees. Zdaj sem šele pogruntil. In kje sem jo kupil? Seveda na hrvaškem štantu v Umagu. Dve osnovi imaš, za neko papriko, pa za kislim zeljem. Ti si mehak, veš.
In v iskanju najboljšega newyorškega hotdoga sva prišla na Coney Island, kjer ne bi bila ta tradicija stara že več kot 100 let. In 1916, ko se je tukaj odprl, je ena štručka s hrenovko stala pičlih 5 centov. Pa dela inflacija, Bomo videli, koliko pa zdaj stane. Like chili dog or cheese dog or chili cheese or bacon cheese or jalapeno bacon cheese, like or chili bacon cheese. Imamo tukaj s topljenim sirom in pečeno slanino in pa enaka zadeva, samo da so gor še jalapenoti. Stanejo med $5 pa $8. Tale sir je tako fajn, ker je ta topljen sir kanačo. Manjka mi majčken svežine, vsaj malo narezane kisle kumarice. Ampak tale slanina doda ta dimljen okus zraven. Skoraj bi lahko bil moj favorit. Sir, da res ta dober okus, tak bogat, pa slanina pa itak odlična, kakor znajo Američani zmeraj dobro slanino narediti. Pa fajn je, ker sir v bistvu vse poveže skupaj tudi, da ven naleti. Ja. Ta slanina je kar gori prelimana. Ja, za jesti je veliko lažji kot recimo tist v Kopenhagnu. Anže, dovolj mi, da te razsvetlim še z enim faktom. Intronet prav, da je Nathan's Famous najbolj znana hot-dog restauracija na svetu. Na svetu? Ni to ena klukca, da si jedel hot-dog v taki restauraciji. In ta Nathan je bil poljski imigrant, ki je prišel sem, odprl te hot-doge in point je bil v tem, da so bili zelo poceni. Danes smo videli, da niso več toliko poceni. To ni njihova edina restauracija, ker jih imajo več, ampak je prva. Če se štejemo še vse ostale njihove restauracije, v enem letu prodajo 700 milijonov hot-dogov. Wow, koliko imajo restauracij? Ja, to pa sam pogooglij. Ne morem verjeti, da piše Luna Park. Jaz v življenju nisem nikjer videl, da piše Luna Park. Jaz sem mislil, da smo se to kar zmislili. Dejansko je to res. Since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this is Zdaj prav čutim praznino v želodcu, ker že pol ure nisem hot-doga jedel, tako da moram nujno na enega. Te hot-dogi, ki sva jih do zdaj posnela, se mi še zdaj ne zdijo dosti taki drzni, ali kako bi rekel. Ko da greva klele v Brooklynu pogledat še enega, ki je tudi zelo znan. To je en znan film, ki je Al Pacino v 70-ih neko banko ropa, ki so tam nekaj posneli. Kako se imenuje film? Dog Day Afternoon. To je ta scena iz filma. Our most popular and probably the most kind of strange to a lot of people is the Chicago style hot dog, which is right here. I also recommend the chili cheese dog. We make our own chili. It's absolutely delicious. With onions and hot sauce if you'd like. New York dog is going to be our take on a New York dog. So what we do is we do a house-made caramelized onion with a touch of garlic, sauerkraut, mustard, and a dash of celery salt. Oh, then let's have one Chicago and one New York. Yeah, do the little Chicago New York challenge. Yeah, sounds good. Okay. That sounds great. Ma pa definitivno največ duše, kar smo zdaj videli, tako taka retro. Full on. Teli so pa taki lični. Da jih je narisal. In tudi v bistvu najdražja, kar sva jih vzela, skupaj sta bila 22 €. Zdaj tukaj gre za tipično newyorško zadevo. Tole sva pozela češkaški hot-dog. Celotna zadeva je vkomponirana v posteljico štručke posute z makovimi semeni, svežim paradižnikom, spodaj je seveda še gorčica in pa velik kos vložene kumare. Mislim, da mi bo zelo všeč, zato ker je gor posut. Sem tega otroka, kaj ga en iz kože daje, ali ga dal, ali kva dela. Ali jaz preveč kompliciran? Ali še živ? Kje smo ostali? Hot-dog. Okay. Za še več pikantnosti pa imamo zraven še 2 vložena feferončka. Jaz se bom kar takoj lotil tega, Anže. Ker se pa toliko dogaja, da kar rabim nekaj cajta, da vse to okusam. Je super je, zelo je sočen, res je kaj ena cela solata zraven. Če bo tako nadaljevala, so lahko na tekmovanje v jedenju teh hot-dogov prijavila, ker tole dobro jih uničujeva. Ful se dogaja, Ja, sem vedel, da pogrešam kumarico. Da veliko temu hot-dogu. Žino in hrustljavost. Ne bi imel nič proti, če bi zraven dobil kozarčko par teh kumaric, ko bi to jedel, pa bi še eno odkole. Poslovna priložnost, ja, na svet.
Kot si rekel, ti zanj celo joto imamo zraven. Meni je preveč enostaven, oziroma zelo monoton je ta zeljam. Šef nam bo podaril en hot dog. Prepoznal je dober namen Najnega potovanja. Obarvan s hot dogi, tako da on kot lastnik nam bo podaril en hot dog. Njegov najljubši, chili cheese. Podaril nam je tudi milkshake in moram reči, da se super poda. Thank you so much. You're welcome. Sedmi hot dog danes. Kako nam igra po borbončicah? Veš, kako me spomnil ta čebula, kada bi tako sedel. Sveža čebula je gor narezana. Takoj me je ta nota zaigrala, mehiška. Tale je dober, ful. Ta je res dober. Pa nekaj mora biti še noter spicy, nekaj čilija, ja. V tej bolognese omaki, ki je čez posuta, oziroma v kombinaciji s tem topljenim serom je wow. Oh, wow. Give it to me. Preletela sva na drug konc sveta, dobesedno, na južno poloblo. Prišla sva iz jeseni v pomlad in mislim, da še noben Slovenc ni šel toliko daleč zaradi hot doga. Samo zaradi tega praktično. Samo zaradi tega Santiago de Chile. Najbolj fascinantno pa je, da si obdan v bistvu v kotlini samim gorovjem. Tole so Andi, ne? Andi, ja. Zadnji dva vulkana, oba dva čez 6000 metrov, tako da je kar. A štekaš, da so te gore še enkrat višje od Triglava? Si potreniral, kako šlo ročo? Hola, señora, hola, ¿qué tal? Dos vročos hrenovkas, por favor. Niso hrenovkas, hot dog. Dos vročas peros, por favor. Davaj, a ne, to je že po-rusko. Ta glava je tudi indijska. Indijska, ja, zdaj smo že toliko zmešani z vsemi temi jeziki, da smo ne vem več, kaj sem. Kaj je to, Čile? Dobra je bila župca za usta obliza. Danes ste rekli, da sva cel teden samo hot doge vsak dan jedla. Zavile sva klele v eno pristno, to kamava midva najrajš, ribjo tržnico. That mixed ceviche, salmon and sea bass. But mixed is very good because salmon, sea bass, shrimp and octopus. Soup. Which one's better? Seafood garden is very big. It's good soup. Okay. Yeah. This one. It's very good. It's with mussels, Yeah, sorry. clams. Good. Nice. Will we try? Yes. Predvsem nisva mogla verjeti ta kontrast, ki sva ga naredila v enem dnevu, koliko je vse cnej. Mislim, da je bila na meniju najdražja stvar 13 evrov, ampak to ne srdele. Za 13 evrov ti dobiš kotu hobotnice. Amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Ti si prav ikebano dobo. Ikebano celo. Tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. To je pa tudi luštno, ko prideš v novo državo, pa vidiš, kakšno valuto imajo. Čilenski pesos. 3 nule prečrtaš, pa dobiš evre. Kar lahka pretvorba. Here for vacation, work. Actually, we're here just to try hot dog. Hot dog? The completo. Hot dog. Yeah. How do you say hot dog? Completo. You have very famous hot completos, right? Yeah. Tomate and under the tomate avocado. Okay. And where is the best hot dog? Domino? Domino,
fuente alemana. So pa teli taksi oziroma Uber zelo ugodni. Kamorkoli sva se zdaj premaknila je neke 3, 4, 5 evrov. V New Yorku sva dala pa $100 sam iz letališča do mesta, pa 100 nazaj. Sem imel pa že ene parkrat preblisk, ker sem mislil, da sem v Teksasu, ker je praktično ista zastava, samo da ima Teksas tisto ta modro razpotegnjeno še čez rdečo. Es un diario antiguo, ¿no? De los años 70. Če bi te en sem postavil, jaz ne vem, če bi vedel čez dobro, kje sem, a? Ja, težko. Eni deli so čisto evropski, kad bi prišel v Barcelono, en del je pa, kad si prišel na najhujšo Južno Ameriko, tam v neka favela. Sem pa pričakoval, da bo bolj ta perujski utrip, oziroma kje sva bila v Limi, glede populacije, ampak so res toliko mešani, da bi težko določil, kje sem. In zdaj to so pa prav hodok psi. Samo še malo avokada damo gor, pa v kruh ga zavijamo, pa je. A veš, da so te psi, jazbečari, imajo res povezavo z hot dogom, zato ker ko so se Nemci preseljevali v Ameriko, ker so tudi hrenovke Frankfurter, nemške, naj bi bile iz Frankfurta, in so jih te psi, ki so jih tudi uvozili v Ameriko, spominjali na hrenovke. No in pač tukaj je povezava, no, vse. Drugač sem prebral, da naj bi bil hot dog izumljen v Nemčiji 500 let nazaj. Tako? Tako. Sej, to sem jaz rekel? To je ta povezava. To je ta povezava. Ok, bravo. Smo najdeli še čilenski kompleto in sicer najbolj znana naj bi bila njihova veriga Domino. Tukaj ne bi bilo po cenah najboljš in zakaj se jaz tega hot doga najbolj veselim od vseh 3 kontinentov, zato ker naj bi bila glavna priloga guacamole. Že se spomniš, kje sva jedla najboljši guacamole v življenju? V Ugandi, ker so imeli odlične avokade, po moje najboljše na svetu so tam. Toliko so bili dobri, toliko so bili polnega okusa. Ko ste kdaj v Ugandi, vam toplo priporočam, da ga probate. Kaj je največja razlika s tistimi, ki jih dobimo v Slovenijo? Da dozorijo na drevesu. Tlele dajem fotko tistega, ki sem ga prinesel v Slovenijo iz Ugande, ker vidite, da je že sam peška toliko velika kot slovenski avokado. We were in Denmark, New York, now we are here. And they say you have the best hot dogs in Chile. Yes, and maybe even in the world. Many people say it's the best hot dog is in New York, but I tried it and shit. It's a soggy bun with a normal sausage and some sauces. Yeah. But here it's different. It's a toasty bun and many flavors because many ingredients. So my favorite recommendation, it could be like the Nacional, sauerkraut, tomato, mayonnaise and relish. And the other one is the Italian. It's not because Italian flavors like mozzarella, it's the Italian flag colors. Avocado, mayonnaise and tomato. That's why. In Spanish it's hot dog, perro caliente. In Chile, that's bullshit. It's completo. The concept of a sausage in a bun with many ingredients is un completo. Because it's complete form. Okay, nice. That's why. Dobre zdi se v ameriške, ne? Ja, prav, da so preveč sogi, preveč tega odzelja, te tekočine noter in pa vse bolj tako zdrizast. Kar je tudi mene malo motil. Tako da zdaj imajo, da se teli izkažejo, ta jih je res dobro pohvalil. The Nacional and there is the Italian. Zgleda orang nalovdan, mene je sam strah, da je vse to majoneza. Tole mislim, da je malo kaplja čez rob. Ok, majoneza ni taka, kot jo poznamo mi, ni toliko slana, nek miks med jogurtom pa majoneza bi rekel, mi pa mečkan manjka kislosti. Kišuka, tale paradajz mi ni dost. Mi je pa izredno všeč štručka, ker je res bolj kompaktna in hruslava na ven, pa noter lepo topla, ni razmočena. Manjka mu malo te kisline. Ta kruh je bolj evropski, ni tak ameriški, ko vse bolj na to zvleče, ta sladek kruh. Ta je bolj tak ta prav kruh. In pa trenutek resnice nacionale. Tukaj se pa več dogaja. Tukaj pa veliko več sočnosti. Kumarce poskrbijo za to kislobo in pa tudi zelje. Dober je. Jaz sem pogooglil po še enih kriterijih, je ena še boljš ocenjena kot Domino, zavijeva še tja, pa poveva, kjer je bil favorit iz celega potovanja. Cena teh 2 hot dogov je 3 evre na enega, kar pomeni, da je bil najcenej do zdaj. Ali ne morava midva iz svoje kože, čas je, da se spet proba neke lokalne slaščice. Koliko stane že? Ne vem, bom zdaj videl, ko bom nazaj dobil. Bil je 50 centov. Fajn ima neko vodo noter. Kaj na guma.
Von pa nima po sladkem, ampak po eni tovarni. Ne bi niti rekel, da ima pohrani, ne? Ne. Po unih oblekah indijskih, fake. Po tekstilu mogoče, ja. Sem vprašala, če je to za jesti. Kaj pa če to ko daš v banjo, pa sol ven puhti, a veš, za kopel. Hoče biti malo sladko, ni to za pojesti. Daleč od tega, ne. Mogoče ga ne vrževa direkt klele v smeti, ampak za vogalom, Pa smo se ga znebili. Majoneza? Lleva mayonesa. Sin mayonesa. Ya. ¿Ok? Y salsa de tomate. Tomate, sí. Es salsa esta, no es tomate. Salsa. Salsa, sí. Sí. Sin mayoneza. Sin mayonesa. Oni imajo samo dva v bistvu. Tega italijana pa kompleta. Kaj mi veš to? Dos vroče speros. Fuente Alemana restauracijo, ki naj bi imela tukaj najdaljšo tradicijo, več kot 70 let. Ja. Teta je prinesla. Muchas gracias. Muy bien. In tudi se mi zdi, da že tale klientela tukaj so večkrat starejši in res domačini. Pa čisto iskren, me pa tiste pol kile majoneze prejle kar fajn preheftal in bom tokrat majonezico jaz preskočil. Še na zadnji kompleto na tem potovanju. Muchas gracias. Muchas gracias. Lepo zgleda, le tak postavk imaš, da je to na mestu vse. Ja, da te kam ne odloči. A to se ga zdaj tako? Ampak so tudi precej radodarni s to majonezo, ne? Jaz si jo bom malo postrgal daj, bom priznat. Ka bo pol glih prav. Težek je pa za vse v New Yorku, ko so jih probala skup. Mislim, da ta majoneza doda težino. Ampak lej, life je mnjami. To je italijanski. Tele je res avokado in paradižnik sta ful bolj kvalitetna, bolj polnega okusa, tako da mi je malo boljši zaradi tega, ampak bi pa še zmer skenslal tole majonezo. Se mi zdi, da bi bil pa pol res zelo dober, no, ta majoneza pa preveč prevlada. Tako da, ko sem tukaj od spodaj odgriznil, je bilo ful boljš, kot ko sem od zgoraj. Razumem. Lej, takole. Plaf. Lej, zdaj ga bom pa še enkrat probal. Je toliko težko. Moje brbončice ne dopuščajo toliko majoneze, tako da so pa očitno Čilenci malo drugačni ljudje, pa jim to bolj paše. Ta pa malo bolj lubeta, ker ni majoneze. Fajn, da veliko svežine, tudi tale paradižnik je zelo sočen, pa ni majoneze, kar mi je najbolj všeč. Ja, midva sva probala hot doge na vseh 3 kontinentih in zdaj pa trenutek resnice. Anže, kjer ti je bil najbolj všeč? Najbolj všeč mi je bil v Brooklynu, tam dog day afternoon, chili cheese, ki je imel not mleto meso, to limeto, me je takoj spomnil na Mehiko. Ja, pa te mehiške začimbe. Malo je bil tudi spicy. Meni je bil pa zelo všeč v New Yorku tale Nathan's, ki me je zelo presenetil s to dimljenostjo in kako se je lepo povezal s serom, ampak če bi mi nekdo rekel, kjer ga bi šel zdajle probat, bi se po mojem odločil za danski pölser, zato ker se mi zdel, da je imel največ te pestrosti, rahlo spicy. Hrustljav je bil. Hrustljavi elementi so bili, imel veliko zelenjave gor. Iskreno sem jaz največ upal po lagu na čilenski kompleto, ampak iskreno mi je bilo preveč te kreme. Nekaj je zmanjkalo. Jaz izberem danski pölser. Jaz pa Brooklyn chili cheese. Njami, hvala vam, da sva bila lahko del te pustolovščine. Zdaj pa tako, kot sem rekel že v Kopenhagnu, poslušajte, Pošušaj. Ker bo imel nekdo od vas tudi možnost iti po isti poti, ki so jo začrtala midva, skupaj s svojim najbolj lačnim prijateljem. Vse, kar moraš narediti, je pošušaj. Da greš v Spar in kupiš vsaj 2 njami izdelka in pol greš na lifenjami.si in oddaš svoje podatke. In to je vse, kar rabiš narediti. Life je njami. Ja, pa reč, če ni live njami, pa reč, če ni simple. Ja, simple. Zdaj pa Via Ljubljana. Tole je koliko?
Mislim, da 23, 24 ur.